Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, lepo pozdravljeni. Vabljeni, da si ogledate oddajo Dogodki, ki smo jo pripravili za vas. S prihodom jeseni se v soboški občini vračajo tradicionalni kulturni dogodki, tisti na odru in tisti na prostem. O tem se je Marjan Maučec pogovarjal s programsko vodjo Zavoda za kulturo, turizem in šport Dušo Škof. Dober dan. Vesel sem, da je danes z nami Duša Škof, programska vodja, ki najbolj ve, kaj piše na koledarju prireditev, ki ga dobivajo gospodinjstva, oziroma o tem, kaj se dogaja v soboški občini in seveda tudi o prireditvah, kamor pridejo občani, ki niso samo iz soboške občine. Dober dan. Dober dan. Dolg je tale seznam, koledar, poskušala ga bova preleteti, gledalce spomniti, kaj vse jih čaka v letošnji sezoni. Potem pa bova dodala še kakšno prireditev, ki pa morda ni toliko zaprta, torej ni v dvoranah, v gledališču, ampak kje drugje. Če začneva z abonmaji, ki so zdaj že stalnica, lepa stalnica, pravzaprav hitro zasedani, čedalje več jih je, kakšen je bil letos vpis, kako so zasedeni? Prejšnji petek se je končalo vpisovanje 4 naše abonmaje, od katerih so 3 namenjeni odrasli publiki in en najmlajšim, to je lutkovni abonma, in z vpisom smo zelo zadovoljni. Najprej so abonmaje potrjevali lanski abonenti, se pravi tisto, ki so prihajali k nam v sezoni 2016-17, potem so se vpisovali novi abonenti in vsako leto nas je več, kar nas zelo veseli seveda. In tisti, ki hodijo stalno, so v bistvu zadovoljni. Je sploh kakšna odpoved? Se zgodi, seveda, se dogajajo se odpovedi, včasih se abonenti preselijo iz enega abonmaja v drugega, včasih zaradi različnih okoliščin, v katerih se znajdejo, se odločijo, da na abonma ne bodo hodili, da bodo hodili na posamezne predstave. Se pa zgodi tudi to, da komu preprosto, mi jih sicer ne sprašujemo po vzroku, ampak predvidevamo, da komu kaj mogoče tudi ni bilo všeč in zato ne pride, ampak je zmeraj toliko novih abonentov, da je potem skupna številka narašča iz leta v leto. No, tisti, ki hodimo, vemo, da je tu mogoče pogledati kar najboljšo bero tistega časa v Sloveniji. Še velja in bo veljalo. Ja, imamo to srečo s to novo dvorano, gledališča Park, smo pridobili tehnično eno najbolj sodobnih opremljenih dvoran v Sloveniji, pa tudi dovolj velik oder, tako da lahko zbiramo med 90% vseh predstav, ki v slovenskem prostoru nastanejo, in seveda se trudimo, da pridejo potem k nam najboljše predstave, ki so v pretekli sezoni na slovenskih odrih nastale, bodisi v enem ali v drugem abonmaju. Je pa tudi res, da je menda ta publika nekoliko drugačna, kot je marsikdo navajen publik kje drugje po Sloveniji. Ja, mi smo na to strašno ponosni, čeprav za to nimamo nobene zasluge, ampak se pravi različni ansambli, ki prihajajo k nam, zmeraj znova hvalijo soboško publiko, da je izjemna, da je odzivna, da je publika, ki razmišlja, da je publika, ki se odziva tako z aplavzom, smehom, s tišino, na pravih mestih. Skratka, zmeraj znova poslušamo te pohvale in včasih si želim, da bi jih po predstavi izrekli publiki neposredno, ampak se najbrž se to zazna, ker se vidi, da so zadovoljni in se z veseljem pridejo še in še priklanjati. Ja, odlično publiko imamo. No, pa nekaj zasluge najbrž tudi, kaj ti publika se vendarle vzgaja s predstavami, ki jih ponujaš. Ja, no, sam, če ne bi bilo dobrih predstav, pa nimaš kaj ponujati, ne, tako, tu smo zelo skromni, kar se tega tiče. Ja. Bova začela s tistimi, ki rajši gledajo, čeprav tudi ni več tako, hotel sem reči, lutke namesto ljudi, torej z lutkovnim abonmajem, kaj prihaja letos na program? Ja, letos je se naključilo v bistvu zanimivo to, da so kar 4 predstave lutkovne, ki pridajo k nam, nastale po besedilih slovenskih avtorjev, bodisi da gre za klasiko, kot je recimo Kdo je Vitko naredil srajčico, ali pa za zdaj že tudi na nek način klasiko, kot je recimo 5 ali pa Veveriček posebne sorte, Niko Grafenauer in Svetlana Makarovič, in pa sodobno besedilo, Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo. Potem pa 2
predstavi sta pa nastali na podlagi svetovne klasike bratov Grimm, Rdeča kapica in pa nek avtor s severa, v tem trenutku se ne bom spomnila imena, spomnim se pa naslova predstave Jutri je bila zabava. Gostili bomo dvakrat Lutkovno gledališče Ljubljana, dvakrat Lutkovno gledališče Maribor, potem pa še SNG Dramo Maribor in pa Plesno gledališče Ljubljana, zato da je program da so predstave čim bolj raznolike, od igranih, lutkovnih do celo plesnih. Ton Telegen je ta, če se tako izgovori. Najbrž. Še vedno pa velja tudi za lutke, ne? Da je včasih ali pa velikokrat vprašanje, kdo odnese več, ali otroci ali starši, ki so z njimi. Ja, prav ni dolgo tega, ko sem se pogovarjala z eno vzgojiteljico, ki je rekla, pa te predstave so nam tudi zelo zanimive, saj delajo jih v bistvu odrasli ljudje in delajo tudi sebi v zabavo in dobra predstava je takšna, da jo z veseljem gledajo tako odrasli kot otroci, seveda. Glasbeniki prihajajo tudi letos. Kdo vse oziroma kakšne zvrsti prihajajo tokrat? Tokrat je zvrstno res zelo pester ta naš glasbeni abonma, ker bomo gostili vse od šansona, muzikala, roka, klasike, džeza. In če greva po vrsti, oktobra pričenjamo z šansoni. Svetlana Makarovič prihaja s številnimi gosti. Ne vemo še točno, kdo ti gostje bodo. Na vsak način pa pride zelo številnim krdelom mačk in mačkonov, kot jih ona imenuje. To so v glavnem igralke in igralci, ki interpretirajo njene šansone. Med njimi je tudi Tilen Artač, pa še kakšno znano ime. Svetlana sama jih zapoje le nekaj, sicer je pa ves čas na odru, komentira dogajanje, napoveduje. Skratka, prvič bomo videli v vlogi povezovalke, kar bo gotovo, glede na to, kako zelo je duhovita gospa, poseben in zelo zanimiv večer. In če lahko vskočim, nihče ne ve, kako se bo končalo, ne? Ker ona zna pravzaprav pričarati vse, dobro, uditi najbrž ne, ampak ne, to ne. Marsikaj se lahko pričakuje, in vedno drugače, nepričakovano. Ja. Ta koncert je bil v Ljubljani v City Teatru dvakrat razprodan. Tako da si obetamo dober obisk, ljudje že kar sprašujejo, so že se zanimali za vstopnice, ki pa doslej še niso bile v prodaji zaradi vpisovanja abonmaja, no od danes naprej pa so. Potem bomo nadaljevali v mesecu novembru z muzikalom Vesna, ki je nastal, to gledalci gotovo vejo, po tem našem prvem filmski komediji, romantični komediji Vesna. Zgodba je identična oziroma sledi pač tej osnovni zgodbi. Sicer je pa bil muzikal zelo dobro sprejet v Križankah, ko je bil junija, ko je bila premiera. Decembra prihaja k nam koncert, ki ni vključen v glasbeni abonma in bo šlo za arije, najbolj znane arije, ki jo bodo peli Štirje tenorji. To je dogodek, ki ga delamo v sodelovanju z Goriškim kulturnim domom. No, januarja pa potem nadaljujemo z izvrstnim koncertom, kjer bo taka zanimiva zmes klasične in jazz glasbe. Naslov ima Letni časi. Ta umetniški vodja tega glasbenega abonmaja v Domžalah, en naših najbolj znanih klarinetistov, Mate Bekavec, se je odločil, da bo izbral tiste klasične skladbe, ki se ukvarjajo z letnimi časi, od Vivaldija do, tudi pridemo celo do Piazzole. Čajkovski je tudi, potem pa nekaj jazz standardov, ki uporabljajo za temo bodisi letne čase, bodisi posamezne mesece, April in Paris recimo, samo kot primer. In zato boste nastopili ob tem abonmajskem ansamblu tudi Nuška Dravšček in Nina Strnad, ki boste pele pač te jazzovske standarde. Potem prihajajo k nam Dan D, to bo najbrž tudi zanimiva izkušnja, ker gre za rock glasbo, vendar v akustični izvedbi. Ta koncert ima naslov Tiho. Zaključili pa bomo v mesecu marcu z Boštjanom Gombačem, našim najbolj znanim multiinstrumentalistom, ki je lani dobil tudi nagrado Prešernovega sklada. On prihaja k nam z Big Bandom RTV Slovenija, ki ga bo vodil tokrat Lojze Kranjčan. Veliko bo predvsem njegovih, se pravi Boštjanovih in pa skladb, ki jih je napisal Lojze Kranjčan, in to je ena posebna glasbena izkušnja.
Sva pri gledališču, sva pri spet dveh abonmajih, eden bolj lahkoten, drugi malo kombinacijo oziroma malo bolj resen. Ja, razlika je v bistvu v tem, da v enem abonmaju izbiramo ne glede na žanr najboljše, kar je pač v slovenskem prostoru nastalo. Letos je naneslo, da je ta abonma drama komedija, ki si ga ti imenoval bolj resen, bo ponujal ogromno glasbe. Glasba bo v teh 5 izbranih predstavah, kar v 3, prevladujoča. Pri drugem abonmaju pa smo bolj zavezani žanru, se pravi, to mora biti komedija, čeprav se zelo trudimo, da je to, da poleg tega razvedrila, enega sproščenega vzdušja, vendarle moč tudi razmišljati o kakšnih aktualnih temah ali pa o samem sebi. No pa še nekaj se mi zdi tudi pomembno, ne, ko gre za komedijo, da to vendarle ni kakršnakoli komedija, da tu, če se zdaj vrneva spet na začetek, je višina, torej je neka meja, pod katero se ne hodi, ker se pod komedijo lahko prodaja in tudi kupuje marsikaj. Ja, to je res. To se seveda trudimo s tem, da lani je bila bolj naklonjena sezona komediji nasploh, se pa kakšno leto zgodi, da pripeljemo tudi kakšno komedijo, ki je sicer ne bi, če bi lahko zbirali med čem drugim, ker so slovenska gledališča poklicna, imajo en tak malo omalovažujoč odnos do komedije, kot do nekega manj vrednega žanra, čeprav po mojem mnenju to gotovo ni. In sem tudi prepričana, da je dobro komedijo težje narediti kot dobro dramo. Da se lažje zmuzneš z dobro dramo kot z komedijo. In ta glasba v zadnjem času, kar to so tokovi, enkrat je več tega, drugič drugega, glasba kar prevladuje oziroma je veliko, ne? Ja, zadnja leta. Zadnja leta, res. Mi bomo imeli v tej drami komediji bomo imeli 3, itak začenjamo z muzikalom, to je Trač iz Mestnega gledališča, potem prihaja januarja v oba abonmaja glasbena komedija Beraška opera, ker je veliko songov, veliko petja, in potem je tu še v mesecu decembru Glorious, ki je prav tako glasbena komedija z veliko petja, manj plesa, pa celo v drami, oziroma tej satirični drami Stenica, igralci plešajo in pojejo, tako da res glasbe, veliko glasbe. No, v dvoranah, če ostaneva znotraj, je še potem kaj drugega, tudi potopisi, na primer? Ja, seveda, potopisi so postali stalnica, začeli smo z nekaj njih na leto, potem vsak mesec, in zdaj to publika jih je odlično sprejela. Seveda se trudimo, da so to potopisi zelo naših najbolj znanih, uveljavljenih potohodnikov in odličnih fotografov, tako da je to tudi paše za oči, ne samo za ušesa. Tako prihaja k nam že drugič Arne Hodalič, trudimo se, da bi prišel tudi Borut Telban, skratka, taka eminentna imena, in ljudje so to odlično sprejeli in dvorane so zelo dobro, se pravi, dogodki so zelo dobro obiskani, tako da bo letos si bodo sledili do aprila gotovo vsak mesec vsaj en potopis. Mimo tega so pa potem še kakšne predstave za izven, to so predvsem kakšne uspešnice, ki si jih lahko mimo vseh proračunov pač privoščimo, ker vemo, da se bodo pokrile. Sigurno prihaja k nam ta Alpska saga, ampak tam enkrat januarja meseca. Kakšni koncerti za izven, tudi še gotovo, kar se nenadoma med letom pojavi, in se pač na to odzovemo in pripeljemo v Mursko Soboto. Kultura živi tudi zunaj, vse več je, dobro, ob kulturnih tudi mogoče malo manj kulturne prireditve, ampak vseeno te, ki so vaše, se pravi, kaj lahko napoveva za zunaj? Ja, torej po tem dogajanju na prostem, ker smo mi bili v veliki meri udeleženi, se pravi Soboško poletje, Skrito dvorišče, te Sočne vilice, čeprav so to bolj turistični dogodki, se dogajanje na ulicah ne bo povsem zamrlo. Nadaljevalo se bo že oktobra, 16. oktobra in potem 6. decembra z Trezinjem in Mikloševom preskok v prekmurščino, Senjon.
kjer bomo ponovno poskrbeli za ta rokodelski sejem. Naj povem, da tudi tu je odziv rokodelcev iz Slovenije, pa tudi tujine, zmeraj večji. In slišala sem, da je direktorica ravno danes preverjala na Komunali, kako je, in sem slišala, da je udeležba doslej rekordna, da pričakujejo, da bo največ pač teh udeležencev letos doslej. Potem se bo nadaljevalo, seveda, potem bomo kmalu že v tu Martinovo, ki se bo letos iz sobote prestavilo na petek, 10. novembra, z temi običajnimi, s tem, za vsem, česar so ljudje navajeni, se pravi na Slovenski ulici, v primeru slabega vremena je poskrbljeno za šotore, živa glasba, odlična hrana in seveda še boljša pijača. Potem bomo pa seveda že v decembru, ko se nam obeta božični sejem, 3-dnevni pred božičem, in pa seveda silvestrovanje, ki smo ga lani prevzeli. Odlična ponudba, sicer pa nekaj piše v koledarju prireditev, nekaj piše drugod. Hvala za obisk. Hvala tebi. Uspešno delo, v zadovoljstvo vseh, ki bodo prišli. Hvala. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas tudi prihodnjič.